S kitkom v svet pravljic. Torkovo popoldne poslušate na Radiu Sora in zdajle je čas za pravljico. Knjižničarka Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja Neža Hribernik je danes za najmlajše izbrala slovensko ljudsko pravljico Gospod brez skrbi, ki je objavljena v knjigi Anje Štefan Za 9 gorami. Uživajte! Je bil enkrat en gospod, prav bogat, vsega imel zadosti. Pa je šel po neki kozji poti skozi gozd in je zapisal na smreko: Jaz živim brez vseh skrbi. Potem so prišli drugi, so prebrali, so rekli, mu bomo že dali, bo že imel skrbi tudi on. In so ga poklicali v mesto, na urad, in rekli, naj ugane 3 reči. Kaj je najlepše, kaj je najmočnejše in kaj je najbogatejše. Če tega ne pove, ga dajo ob glavo. Zdaj pa imam skrbi, je rekel mož. Ko je prišel domov, ni mogel ne jesti, ne piti, samo skrbelo ga je, kako bo uganil. Je premišljal, nič ni mogel premisliti. 3 dni so mu dali čase, potem bi moral povedati. Prišel je 3. dan. Kaj bom napravil, si je mislil. Porečem, voli so najmočnejši, ker vleče vsak hrib. In porečem, moja žena je najlepša. In kaj je bogato? To sem jaz. Mar ne bo prav tako? Imel pa je ta gospod hlapca. In hlapec je vprašal: Pa kaj vas tako skrbi? Je rekel, imam hude reči nad glavo, moram premisliti, kaj je najmočnejše, kaj najlepše in kaj najbogatejše. Hlapec je dejal: Grem pa jaz namesto vas v mesto. In je res šel tja namesto njega. Je prišel? Si prišel? Si premislil? Ja, je rekel. Potem pa povej, kaj je najmočnejše? Najmočnejši je svet, ki nas vse drži. Kaj pa je najlepše? Najlepša je pomlad, ko vse lepo cvete in vse raste. In kaj je najbogatejše? Najbogatejša je jesen, ko vse rodi. Jesen je najbogatejša. Ko je to povedal, so ga vprašali še: Koliko je pa zvezd na nebu? Hlapec je imel osla, ki je tja prišel na oslu. Zvezd, je rekel. Zvezd je pa toliko, kolikor ima moj osel dlak. Če ne verjamete, pa štejte zvezde in oslovske dlake. Bravo, so rekli. In je bil prost in je svojega gospoda rešil skrbi.